Namen je obleteti svet z najlažjim letalom, z najbolj ekonomičnim letalom, s prav okolju prijazno in s tem demonstrira, da se da lahko narediti zanimive stvari na zelo planetu prijazen način. Koliko držav, koliko celin? Preko 60 držav, vse celine, 53 pristankov za enkrat planirajo, recimo tam nekaj 2 meseca in pol do 3 mesece. Koliko kilometrov bo to? Blizu 100.000 kilometrov, se pravi več kot 2-krat ekvatorialni obseg Zemlje. To letalo je zelo specifično, med malimi letali ni takega letala, ki bi tako kot to letalo za nami lahko preletelo 4000 km brez pristanka, ki bi lahko šlo na 10.000 metrov, da preleti Monteverest, ki bi lahko letelo pri temperaturah pod -50 stopinj in nad 50 stopinj. Skratka, to letalo je namenoma izdelano za tak ekstremni let na osnovi našega standardnega virusa shortwinga. Je pa to letalo, ki omogoča seveda take ekstremne lete, kot je ta, ravno zaradi tega, ker je njegova aerodinamika tako zasnovana, da je porabljena energija izredno majhna in dovoljuje z majhno količino goriva lahko ekstremne lete. Torej, ni to letalo grejeno tako, da ima velike rezervarje, ker jih ne more imeti, seveda, ne, ampak zaradi tega, da smo upor zmanjšali na najmanjši možen in zato je že z 220 litri goriva možno preleteti 4000 km. Vizija Slovenije in slovenskega turizma temelji na trajnostnem razvoju, zato Slovenska turistična organizacija z velikim veseljem sodeluje pri projektu Green Light World Flight, ki bo svet ponesel sporočilo o majhni, vendar tehnološko izjemni zeleni Sloveniji, zeleni zaradi čudovite neokrnjene narave in zaradi zaveze k trajnostnemu razvoju. Slovenija tako s tem projektom vabi celotno mednarodno skupnost, da se še bolj zavzeto zapiše, zaveže k varovanju okolja, k reševanju podnebnih sprememb, zaščiti lokalnih kultur in prijaznejšim družbenim odnosom. Projekt je tako zaradi svojega plemenitega sporočila odlična priložnost za večjo promocijo in večji ugled Slovenije in slovenskega turizma, zato bomo na Slovenski turistični organizaciji z veseljem sodelovali pri njegovi izvedbi.